ta glavna populacija, ki je sedaj stara, bom rekel, tam 25 do 45 let, so zrasli gor z računalniki. In a veste, v zadnjih desetletjih smo priča, kako naj rečemo, neverjetnemu vzponu in prehodu iz analognega, iz tega praktičnega materialnega sveta v digitalni svet, pri katerem je digitalizacija postala os novih generacij. Otroci, ki so odraščali z videoigricami, so vstopili v odraslost z močno vpetostjo v to digitalno, lažno, virtualno realnost, ki je danes tako močno izražena. Danes pa se zdi, da svet vse bolj sprejema digitalne dobrine, ne le kot orodje, kot tisto, kar bi nam pomagalo pri delu, ampak to jemljejo kot dejansko realnost. Poglejte, vlade sprejemajo digitalne valute, umetno inteligenco oblikuje kar naše odločitve z algoritmi, podatki postajajo ključna dobrina, olje in zlato in ne vem, kaj ga primerjajo. Digitalni svet pa se vsak dan bolj staplja s fizično realnostjo, s fizičnim načinom, ki je bil še pred desetletjem praktično nepredstavljiv. Gledali smo ga samo v kakšnem filmu, recimo Minority Report in podobnimi. V tem kontekstu, dragi moji prijatelji in vsi zbrani in vsi, ki nas spremljate, glejte, se pojavlja ključno vprašanje, ali je možna večja prevara kot ta, da ljudje začnejo sprejemljati digitalno fikcijo kot objektivno resničnost. Da nekdo sprejme namišljeno idejo in jo postavi nad realnost. Torej, začetki digitalizacije kot časa zabave segajo v obdobje prvih videoigric, ko so otrokom omogočale pobeg v virtualne svetove. S tem pa se je postopoma oblikoval koncept vzporedne alternativne realnosti, ki je s prihodom interneta in z razvojem tehnologije postajal, glejte, vse do danes, totalno prepričljiv. Danes otroci ne le igrajo igre, ampak v njih tudi imajo prav poklic, se specializirajo, se skozi igre učijo in nenazadnje baje celo služijo denar. Ampak to že desetletja. Tukaj sem bil, ko je prišla neka gospa in je rekla: gospod Mihajl, ali veste, priključila sem se na neko igro in sem notri, jaz kupujem nepremičnine in vse trike, ki se jih tam notri naučim, uporabim v realnosti. A veste, da deluje? Zato, ker tam sem z celim svetom v kontaktu, tukaj pa v Sloveniji se da pa seveda to uporabiti. Sedaj si pa predstavljajte, ko vlade in korporacije uvajajo take digitalne trike, ki jim rečejo dobrine za ljudi, kot so recimo kriptovalute, NFT-ji, digitalni identitetni sistem in umetna inteligenca, da ne govorimo o bitcoinih in tako naprej. Kot o odločevalnih dejavnikih se pričnemo spraševati, ali je digitalni svet še vedno le samo dopolnilo tej realnosti, ali pa je postal realni nadomestek stvarnosti. Digitalni denar, ki nadomešča danes že fizični denar, ne vem, ali ste brali, da je župan dobesedno ukinil v Kranju fizični denar in zahteva kartico. In če ti hočeš kartico, veste, kakšen je postopek. In glejte, digitalni dokazi danes nadomeščajo papirnate dokumente, algoritmi pa nadomeščajo človeške odločitve. In takšen razvoj postavlja temelje vprašanju, ali nismo morda na robu sprejetja simulirane resničnosti kot edine prave resničnosti. Mislim, da ena največjih nevarnosti digitalizacije je njena sposobnost ustvarjanja popolnoma nadzorovanega sveta, v katerem so vsi vidiki življenja zapisani v podatkovnih zbirkah in so podvrženi analizi umetne inteligence. O tem smo govorili tudi prejšnji teden, ko sem vam predstavljal, kako so podatki dragoceni skozi naš zakon, ki ga bomo v kratkem predstavili še
In seveda, če boste zato tudi v društvu sprejeli in implementirali v tej državi. Namreč, ko se podatki, recimo digitalni denar in celo pravne transakcije odvijajo izključno v digitalni obliki, je možen in celo zagotovljen absoluten, popoln nadzor nad posameznikom v vseh pogledih njegovega življenja, brez izrecne privolitve ali predhodnega pojasnila o posledicah take privolitve. Digitalne dobrine so kot nekoč predstavljale zgolj orodje za izboljšanje življenja, danes pa niso več orodje za izboljšanje življenja, ampak so in postajajo, kot smo slišali nocoj že ničkolikokrat, orodje kontrole, kjer se z digitalnimi sredstvi dejansko brišejo identitete fizike, zamrznejo sredstva in omeji svoboda. Zdaj, meni osebno, dragi moji, se ob tem zastavlja dejansko ključno vprašanje. Torej, če digitalni svet ni več zgolj orodje, ampak edini sprejeti svet, ali smo priča največji prevari sodobnega človeštva? Digitalizacija je lahko koristna. Ne rečem, se strinjam, koristna, če je kot orodje. In celo mogoče nujna. A brez kritičnega razmisleka tvegamo, da se izgubi meja med realnostjo in fikcijo. To pa privede do popolne manipulacije nad posamezniki in ne samo nad posamezniki, nad celotno družbo. Torej, digitalna realnost, kot ji danes rečejo, postaja vse bolj prepričljiva, postaja vseobsegajoča. Pa ne samo naša vlada in naša podjetja, pač pa vlade po vsem svetu in korporacije, seveda največje korporacije, uvajajo digitalna sredstva, pa ne samo denar, ampak sredstva kot programski del, kot temelj prihodnje ekonomije in družbene organizacije. Pri tem pa se poraja vprašanje, ali bo ta svet resnično prinesel več svobode, ali pa bo postal orodje za še večjo kontrolo in nadzor. Nimamo nič proti kontroli, nimamo nič proti nadzoru, nimamo česa skrivati. Vendar, ko ti omejijo življenje do te mere, kakor smo bili priča v covidu, presega vse meje dobrega okusa. Digitalizacija ni sama po sebi problematična, vse to vemo. Ampak, ko posameznik, ti, jaz ali pa kdorkoli izmed nas izgubi sposobnost kot človek, kot bitje, ustvarjen po Božji podobi, razločevanje med realnostjo in virtualno iluzijo, se pojavi nevarnost manipulacije. To pomeni, da smo samo še roboti brez duše, da smo brez empatije. Morda je ravno sprejemanje digitalne fikcije kot absolutne resničnosti zares največja prevara, ki se odvija tukaj pred nami vsem pred očmi. In veste, te dni se je pred našimi očmi, kot smo nocoj že povedali in videli, odvijala mednarodna konferenca globalnega partnerstva o umetni inteligenci v Parizu. Slovenija je bila tudi prisotna in gospa Ksenija Klampfer, ministrica, ki je pred kratkim postala ministrica za digitalno preobrazbo, se je udeležila te konference v Parizu o umetni inteligenci. Zdaj, problem ni to, da se je udeležila konference, pač pa je problem v tem, da je to državna služba in da je šlo za neformalno srečanje. In jaz vroče upam, da bo, ne glede na to, da je neformalno srečanje, ker je to na državne stroške, prinesla domov zapisnik in da bomo iz tega neformalnega srečanja lahko kaj prebrali in se seznanili. Kot sem rekel, ministrica je v Parizu na davkoplačevalske stroške. In glejte, moja kritika ni samo moja. Vznemirja ne le mene, temveč ob tem dviga pomembna vprašanja o odnosu. Dovolite, da poudarim, o odnosu med formalnimi političnimi procesi in neformalnimi. Med formalnimi zakonodajo, kjer je določeno, kaj je funkcija ministra,
ali hodijo okrog na neformalna srečanja v hotele na izlete z davkoplačevalskim denarjem in pride domov z dogovorom, ki ga implementira brez zapisnika, brez dogovora, brez javnega konsenza, ali pa dela v skladu z zakonom. In digitalna transformacija nima v Sloveniji nobenega javnega mnenja, nobene podpore, vlada si je naredila to ministrstvo in mi to plačujemo. Glejte, kako na pritlehen način se tehnološke spremembe vsiljujejo, pa če smem temu reči tako, brez demokratičnega soglasja, brez volje ljudstva. Kdo je glasoval za to ministrstvo? Kdo je dovolil, da ministrica gre na državne stroške v Pariz, pa ne samo ona? Gre za kompleksen problem sodobne uprave. Naj poskušam za tiste, ki še vedno ne razumete, o čem govorim, razčleniti ključne točke. Prvič, neformalna srečanja so siva cona vladanja. Neformalne mednarodne skupine, kot so G20, Svetovni gospodarski forum in zdajle umetna inteligenca in ta scenarij, ki smo ga gledali, varnostna konferenca v Münchnu, pogosto postajajo prostor, dobro poslušajte, kjer se oblikujejo globalni standardi pred formalno zakonodajo. Dobro, to ni nezakonito, a je velik problem, kadar se tega udeležujejo politiki. Ne gospodarstveniki, ne tisti, ki jim pripada določena stroka. Kaj ima z IT tehnologijo naša vlada? A smo jo volili, da hodi na umetno inteligenco, ali smo volili za to, da dela za naše ljudi? Odločanja potekajo, ker je to seveda neformalno srečanje, brez javnega nadzora. Ni zapisnika. Pogajanja o umetni inteligenci, čipih in digitalni infrastrukturi, glejte, potekajo tam med elitami, brez participacije javnosti, brez novinarjev, brez medijskega poročanja. A veste kaj, kot točka 2? Ko se v točki 2 človek enkrat znajde na neformalnem srečanju tam, nastanejo, ker smo samo ljudje, tekmovalni pritiski med državniki. In nam, državljanom, ta njihov pritisk seveda ni znan. Jaz vem, da je. Vladarji, ki se teh srečanj udeležujejo in predstavljajo države, se bojijo zaostati. Recimo v tehnološki vojni med ZDA in Kitajsko hitijo z implementacijo, čeprav pravni okviri sploh še ne obstajajo. Vse je še v povoju, to je nova znanost, to je nov breakthrough, ali kako že rečejo, nov hit, nov prelom v zgodovini. Lobiranje korporacij, ki takšna srečanja organizirajo za vladne gospodarje in gospodarice, in ti ljudje seveda potujejo in zapravljajo naš davkoplačevalski denar, saj drugega nimajo kot plačanci iz državne blagajne, vse to prinašajo potem zasebnim akterjem, kot so Big Tech. In ob takih srečanjih sklepajo pogodbe z zasebnimi firmami. In taka politična, neformalna srečanja, glejte, močno vplivajo na politiko, ki se dogaja v Sloveniji, ki se dogaja v vsaki evropski državi in tudi drugod po svetu, prek česa? Prek neformalnih forumov. In to pripelje kasneje, veste kam? Do zakonodaje. Najprej se to uvaja, se ljudi prisiljuje, se krši zakon, se krši zadeve, da jih potem seveda pripeljejo v zakon skozi svojo politično stranko, in zato je treba demokratične volitve sodiščno razveljaviti, kadar ne pride prava stranka, da bi se taka stvar seveda lahko implementirala, ker se bojijo kazni. Vse to služi interesom podjetij, ki sponzorirajo, plačujejo, podkupujejo, ne pa tudi nam, državljanom. Morda se s tem stavkom uspel povedati tisto, kar me žuli. Torej, vse nam napišejo, ampak ljudje ne slišite. Glejte, napisali so nam, Ministrstvo za digitalno transformacijo se je udeležilo neformalnega srečanja v Parizu. Super, fajn. In to napišejo na Facebook, na LinkedIn, na vladno stran
In noben se sploh v to ne vtakne. Oni so objavili javnost in zdaj mi to naj sprejmemo. Tudi evro, naš evro, ki ga danes uporabljamo kot evrovaluto, je rezultat česa predhodnih neformalnih srečanj. Tudi vpeljava električnih avtomobilov je pristala na podobni poti. In to je povzročilo, poglejte, kaj rušenje celotne obstoječe avtoindustrije. Vse to je postalo rezultat neformalnih srečanj in forumov politikov izven državne pristojnosti in mimo volje ljudstva. Da boste razumeli, o čem govorim. In objavijo Ksenija Klampfer je sedaj v Parizu na neformalnem srečanju o umetni inteligenci in se dogovarja, kako bodo nad nami izvajali nadzor z umetno inteligenco in seveda tudi druge stvari, ki jih v zapisniku ne bomo prebrali, ker je neformalno in zapisnik ne obstaja. Medijev ni, fotoaparatov ni, novinarjev ni, saj gre za neformalno srečanje. In mi ostanemo v temi. Pa vendar, kdo je postavil to gospo na oblast? In zakaj se zakoni pišejo šele po dejanski uporabi vsiljene tehnologije ali vsiljenih ukrepov za neko stvar? Ker digitalna transformacija ali umetna inteligenca, dragi moji, so področja, kjer se tehnologija razvija hitreje kot zakonodaja. Države se torej neformalno prilagajajo neko reakcijo in potem uvajajo stvari za nazaj. Na vse možne načine vsiljujejo na državljani eksperimentiranje, temu se strokovno reče mehek zakon. Pošljejo ti odločbo o dolgotrajni oskrbi, prideš v sistem, odločba preneha ti status ali pa funkcija dolgotrajne oskrbe, ampak pošljejo ti mesečni račun za 40 evrov, da moraš plačevati za to, da bo država, ki je naročila tanke, odplačevala tanka, zdravja pa ne bo. Ker ko boš rabo dolgotrajno oskrbo, se bo pojavila, ne vem, 3-članska zdravniška komisija, ki bo rekla, gospod ali gospa, vi pa to še ne in vam pripada samo toliko, ostalo si morate plačati sami, ti pa redno plačuješ 40 evrov na mesec. Zakaj? Za lažno dolgotrajno oskrbo? Glejte, v EU se načela umetna inteligence že zdaj uvajajo prek neobvezujočih smernic. In obstaja tako imenovana zdaj že neka etična evropska lista za umetno inteligenco, medtem ko se zakon o umetni inteligenci šele oblikuje. In kdo je žrtev? Ja, občani, ki se ne želijo registrirati za bančno kartico v Kranju. Samo zato, da bodo na avtobusu v Kranju plačevali s karticami, se je Kranj od 1.1.25 odločil, župan sam, uradno gotovino, ki je po zakonu in mednarodni pogodbi z Evropsko unijo edino zakonito plačilno sredstvo bankovcev in kovanci. In on se postavi nad Evropsko unijo. Sramota! Plastiko postaviti nad zakonito plačilno sredstvo. In če imaš evro v roki, se ne moreš z avtobusom peljati. Kaj pa tisti, ki nimajo kartic? Kaj pa tisti ljudje, ki nima niti e-maila, da bi lahko na banki seveda tako kartico implementiral, zato ker ko kartico prisloniš na NFC, Near Field Communication, javi vse podatke preko digitalizacije in preko e-maila, seveda javi v banko, da je šel 1 evro za avtobus, ampak ne samo 1 evro. Stane tudi transakcija, stane tudi davek, stane tudi kartica, stane tudi bančni račun, tako da za 1 evro ti v bistvu državi pustiš 2,5 evra in še kaj več. Kje si bil, kje si vstopil, koliko časa si se vozil, kako ti je ime, kako se pišeš, koliko si star in kaj si počel tisti dan. Vse to piše na tisti kartici in še kaj več. In sedaj, če hočeš kartico dobiti, moraš spoštovati bančni KYC, know your customer. Se pravi, oni ti ne dajo kartice, če ne poveš, kdo si. Moraš s kufrom papirja tja priti, s kufrom dokazil. Za eno plastično kartico, da na avtobusu 1 evro plačaš. In to je ta digitalizacija podtalna, nesramna in seveda za državo učinkovita in sploh ne veš, da s tisto kartico te nadzira povsod.
In to je še kartica, ki je lokalna, samo za avtobus, pa mogoče C-kar se imenuje, da greš si še kaj kupiti, ker potem ve, kdaj kupiš hrano, kdaj kupiš žemljico, kje si, kje hodiš, ker si kolo sposodiš, ker se moraš peljati, če si še sposoben. Skratka, zamislite se nad eno torbo dokumentov za eno kartico, katero potem plačuješ, in vsaka transakcija spet stane in stane in stane. Torej, gre za bančno mafijo, ki poleg avtobusa dodatno služi s transakcijami, in izdelovalec bančnih kartic tudi, seveda, ker vsako leto 10 evrov ali več plačaš za to kartico, ker ti jo oni morajo obnoviti, če ravno bi jo lahko 10 let uporabljal, vsako leto moraš obnoviti, ker biznis mora teči. 1 evro na koncu pride, 2, 3 ali pa celo 5 evrov tebe tista ena vožnja. Z vsemi cenami transakcij na busu, stroški vzdrževanja banke in tako, in še kaj bi se našlo, česar niti še ne vem. In vse je seveda pod kontrolo. Kdo je vstopil na avtobus? Vse je vodeno. In mnogo drugih floskul. Kdo je dal za to dovoljenje? In glejte, zdaj smo pri teh neformalnih srečanjih, enako kot neformalno ukinjanje gotovine, na busu se o tem umetna inteligenca sedaj uveljavlja najprej prek dogovorov lokalno, potem gre lokalno v statistiko, statistični urad pošlje podatke v Evropsko unijo, Evropska unija naredi uredbo, potem pa mi to po uredbi rečemo, ja, moramo prilagoditi zakonodajo zaradi uredbe, in smo sami sebi podpisali sodbo. In vlade najpogosteje uporabljajo administrativne ukrepe, naprimer digitalizacijo javnih služb. Se pravi, oni najprej digitalizirajo sami sebe, zato ker v vladni službi nihče ne sme reči ne, sicer izgubi službo. Ljudje pustijo najprej na miru, ampak ko je vsa vlada digitalizirana, brez seveda predhodnega spreminjanja zakonov, brez seveda vprašanja ljudi, in to jim omogoča, bom rekel, nek hiter postopek, ampak vse to pri nas, pri ljudeh sproža dvome o legitimnosti. Mi moramo to plačati. Če pa to financira Evropska unija, potem je seveda tukaj vprašanje, kje je davkoplačevalski denar, kam gre, če zdravstvo propada, šolstvo propada, služb ni, kje je potem davkoplačevalski denar? Upravičene dvome in nujne pravne goljufije se tako pojavljajo na dnevnem redu. To imenujemo, glejte, retroaktivna legalizacija. Ko se pojavijo posledice, kršitve zaradi algoritmov, recimo v AI, se zakoni prilagajajo, da bi pokrili že obstoječe kaznive prakse, ki jih izvaja sama država, nam pa govori, da se moramo držati zakonov. To spominja zares na divji zahod ali pa na nepremišljeno regulacijo, ali pa kršitev, namensko kršitev zakonodaje za uvajanje novega svetovnega reda. Točka 3. In s tem zaključimo. Slovenija in globalno partnerstvo z umetno inteligenco je primer študije in navedenega srečanja v Parizu, kar je očitno razvidno, da se Slovenija želi postaviti kot aktivna igralka v globalnih pogovorih o umetni inteligenci. Kot da smo mi zdaj kreatorji. Obnašamo se, kot da smo Slovenci lastniki tega AI sistema. Lejte, še med konferenco se je na spletni strani ministrstva pojavilo takoj vprašanje po osebi, ki jo želi ministrstvo zaposliti. Kljub temu, da imajo ali 50, 100, ne vem koliko ljudi zdaj zaposlenih. Kdo odloča o tem, kaj je odgovorna digitalna preobrazba? Če se standarde določa v krogu držav OECD, ali to res odraža potrebe slovenskih državljanov? Kdo odloča o teh standardih? Ali to odločamo mi, ki bomo to uporabljali, ali jih nekdo drug postavlja za nas? Je digitalizacija javnih storitev res neizogibna? Na primer, prisilni prehod na digitalno zdravstvo.
ali na EU pravo in se s tem izključuje starejše ali revnejše ljudi. Ali je retorika o zmanjševanju digitalnega razkoraka zgolj izjava namenov za javnost? Mislim, da ja, ker dejanske politike pogosto prioritizirajo samo gospodarske interese in govorijo pri tem o socialni pravičnosti. Z levo roko v desni roko žep. Pa kje je rešitev? Ne gre se za to, da se izogibamo digitalnemu napredku, vendar je treba vztrajati na tem, da mora biti o tem, ljudje božji, javna razprava, mora biti javni konsens in to mora imeti absolutno prednost, preden se karkoli implementira. Ne pa, da se implementira, potem pa se napiše zakon. To je vse narobe. Vsak projekt digitalne preobrazbe mora imeti jasen zakonski temelj pred uvedbo. Referendum ob obsegu digitalizacije, a je bil? Ni ga bilo. Neformalne skupine, lobiji in skrivanje, veste, vse to je siva cona, ki se trenutno izvaja. Jaz verjamem, da se ti politiki skrivajo, da se slabo počutijo. Govorijo neumnosti pred kamerami. Zaposleni so po stranskih linijah na ministrstvu. Ne vejo, o čem govorijo, nimajo vpogleda v to, nimajo izobrazbe, nimajo osnovnega videnja, ker je zadeva tako nova, tehnologija je tako nova in tako hitro gre, da ti ljudje, ki hodijo v službo, si nimajo časa tega niti naučiti, niti spoznati, niti ne delajo s tem, ker delajo pač upravne zadeve. Ja, ali mi v Sloveniji sploh potrebujemo tako ministrstvo za delovanje? Kaj lahko pričakujemo od gospe ministrice v zapisu zapisnika iz globalnega srečanja o umetni inteligenci? Ja, ker to neformalno srečanje je problematično. Problematično pa zato, ker ne rabi zapisnikov. In problematično zato, ker to mi vsi plačamo. Zato ni zapisnikov. So samo hudobni dogovori, kako nas bodo podredili, da smo izobražene živali, da nas je treba čim prej odpustiti, ker bo umetna inteligenca vse nadomestila. In kako to narediti, da se ljudstvo preslepi in da ne znori. Zahtevamo, bom rekel, demokratično predstavništvo, predstavništvo demokracije, ker če ministrica sodeluje v globalnih forumih, mora biti dolžna poročati parlamentu in javnosti o dogovorih, ne zgolj prek tweetov, pa SMS-ov, pa LinkedIn-ov in tako naprej. Ja, zdaj so postali namest, bom rekel, javnih medijev in preko TV-ja in preko teh stvari, ki je včasih bilo, so zdaj postali pač družabni, družbeni mediji, ampak to ne odraža uradnih, formalnih srečanj. Ljudje božji, ljudje sploh ne ločijo več. Sam imam težave, ko kaj preberem, a gre za formalno srečanje ali gre za vladni oglas, za oglaševanje njihove dejavnosti, transformativne. Komu naj verjamemo, kar vlada počne, če se oglaša na Facebooku, pa na LinkedInu, pa na, ne vem, vseh teh portalih. Še zdaleč od kdaj je politično delovanje, če se tako vprašamo, zakonito na neformalnih srečanjih. Od kdaj je skrivanje javnih uslužbencev zakonito? Pa kaj se gremo? Če moja kritika, ta hip, ki jo poslušate, ni upravičena, prosim, me popravite, bom zelo vesel. Kajti ta tehnokratski pristop, avtoritativni pristop, lažnivi pristop, zviti pristop k digitalizaciji ogroža demokratično odločanje. Vlade upravičujejo hitro spreminjanje družbe s sklicevanjem na kaj? Ja, tehnološka nujnost, ne smemo zaostati hitro, kot seveda speed of science, ki so nas hitro pocepili, ljudje pa niso vedeli, da so v sebe dobili strup. Ker so ubogali, ker so bili pridni, ker so morali v službo, ker mora odplačevati kredit, ker mora, ker. In to vse vodi kam? V arbitrarnost.
kot državljani, zapomnite si, moramo in smo dolžni zahtevati, tako kot jaz tukaj zdaj to povem na glas, da se pravila pišejo pred igro, ne po igri. Pred 3 dnevi je Ministrstvo za digitalno transformacijo dalo zapis, da išče strokovnjaka. Meni je dalo to misliti. Si mislim, ministrstvo je in zdaj da razpis za strokovnjaka. 100 ljudi je gori in oni iščejo strokovnjaka. V svojem iskanju za tega podsekretarja isto ministrstvo postavlja, poslušajte, kakšne visoke zahteve. Segajo v širok spekter različnih disciplin. Vsaj 6 doktoratov bi tak človek rabil. Sekundo. No, zapisali so, glejte, da je to izjavna strategija, da naj bi kandidate iskali za raznolika strokovna področja. Že v osnovi je meni ta stavek deloval vprašljivo. Ali res verjamemo, da bo en posameznik lahko obvladal vse zahteve in specifične veščine, ki jih v razpisu navajajo? Ali pa je to zato, da takega strokovnjaka ne dobijo, priča o novem političnem prijemu, kjer so strokovnjaki zgolj ime ali sredstvo za dosego političnih ciljev, ki se maskirajo v obliku strokovne preobrazbe. V Sloveniji je že dolgo opaziti trend, da se ključne državne pozicije izpolnjujejo s kadri, ki ne izpolnjujejo niti osnovnih izobrazbenih stopenj, iz znotraj strokovnih krogov namreč. Temveč so pogosto iz zunanjih političnih vrst, zunanji strokovnjaki, NVO-ji in tako naprej. To meni zastavlja resnično vprašanje, ali je res, da ministrstvo išče strokovnjake, ali pa so ti le novi kadri, ki bodo služili političnim interesom, namesto da bi dejansko zagotavljali smiselno, odgovorno in kakovostno digitalno izobrazbo. Zahteve po kombinaciji znanja iz prava, poslušajte, kaj vse zahtevajo: pravo, informatiko, etike, družboslovja, komunikologije, ob tem pa še izpostavljajo absurdnost te politike. Torej, če je cilj iskati strokovnjaka na ministrstvu, ki obvlada vse našteto, kar sem povedal, se vprašamo, ali sploh obstaja tak posameznik, ki bi lahko uspešno usklajeval te obsežne in specifične discipline. Zdi se, da bi bilo bolj smiselno, da ministrstvo oblikuje interdisciplinarno ekipo, kjer bi vsak strokovnjak prispeval svoje specifično znanje, namesto da pričakuje, da ena oseba izpolni vse zahteve. Da bi na ministrstvu našli kandidaturo, ki bi teoretično ustrezala vsem tem kriterijem, bi bilo morda smiselno razmisliti o iskanju posameznika z doktoratom, vendar ne enega področja, temveč, kot smo rekli, interdisciplinarno, vendar to pomeni, da bo tak človek, če se bo našel, nedvomno prej ali slej odšel iz ministrstva, ko bo napredoval v svoji lastni karieri. Ne bo on služil svoji lastni karieri in politiki. Ne bo služil političnim interesom, ker je prepameten. Tudi vprašanje, ali bi tak posameznik res želel postati del sistema, ki vse bolj izgleda kot poligon za politične eksperimente. In to vprašanje, ki sem ga izpostavil, ni zanemarljivo. Zato vprašanje ostaja, če se z njim strinjate ali ne. Je to še vedno iskanje strokovnjaka ali je to že politični dogovor, ki se želi skozi formalnost razpisa zgolj prikriti z digitalno transformacijo? Hvala za vaš posluh.